En lep pozdrav zopet na novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončko, da vam pozvoni zmeri, ko prije nov vlog ven. Kaj se bo danes dogajalo? Kaj se dogaja? Najprej smo šli dole k teličkim poštali in pripeljali vodo. Videli smo, da je ena žica na tleh, tako da bo treba to popraviti. Potem imamo pa že pripravljene kose. V prejšnjih dneh, ko so bili mečken bolj deževni dnevi, smo jih pripravili, smo namazali, prštimali, zamenjali noži, če je bilo treba kaj. Tako da smo zdaj ready. Bomo imeli nekaj za pokositi sena in pa tudi mi bomo naslednji teden kosili tavo, tako da zdaj bo lepo vreme, tako da se bo to dali narediti. Nekaj bomo balirali, nekaj kosili, vmes še kaj okopavali, tako da vsega bo zdaj. No. Bo pa zdaj res ta prava vročina nastopila, tako da bomo videli, kako bo vse skupaj potekalo. Tako da predlagam, da kar pičemo v akcijo. Drugače pa moram povedati, da smo v prejšnjih dneh tudi predstavili teličke, sem na nov pašnik. Tukaj nismo nič prej kosili, tako da je bilo res mase veliko, ampak one so to v bistvu dobro zdaj že kar popasle. Nekaj se je sicer pohodilo, ampak smo videli tudi v prejšnjih letih, da v bistvu to niti ni taka slabost. Zakaj? Zaradi tega, ker trava semeni in potem ta semena pade dol, one jih stepejo dol in pa pohodijo. Tako da v bistvu povečujemo neko pestrost samih travnih vrst oziroma rastlin na travniku, tako da bi rekel, je pol vsako leto mečken boljši. One imajo pa tudi za jesti od do vsega, tako da bo lahko tukaj kar en cajt. Moram reči, da je eden izmed boljših občutkov je tale, ko imaš frišne nože na kosilnicah, pa ko so frišno namazane, ker je res tekoče, tiho, lep čist odkos, pa še traktor manj porabi, tako da res top. Zdaj se pa nahajamo na pašniku, delamo čistilni odkos. Zakaj ga je potrebno delati? Tle se gre v bistvu sam za en pašnik. Tukaj en cajt nismo pasli vmes in je potem, bi rekel, ta trava ostarela, tudi nekaj plevela pašniškega je bilo gor in je vse to zraslo. Tako da, potem pa ko smo dali spet na pašo, so one popasle tisto kvalitetno robo, nizko, gosto. Zdaj ta stara trava je pa ostala, tako da je zdaj tole potrebno narediti. Nekaj bo je tudi one še tega pojedle, drugače bo pa preparelo, pa bo za gnoj, tako da bo čisto v redu zadeva.
Evo nas, popoldne smo izkoristili mečkem po gasilu, da smo se še učili kao jutranji spit na faksu. Tako da tale zadeva je bila, poj smo s fotom ekspanzijsko posodo zamenjala, kaj je bila fučta stara. Zdaj sem na filtru, zdaj pa pičim še nekaj malega pokositi. Tako da, ja. Ne morete verjeti, pokosili smo glih kar, usipalo se je noro, res katastrofa. Naliv tak, ko ga nismo pričakovali, tako da res presenečenje neverjetno. Sam zaprlo se je nebo in zdaj lije ko škafa. Nenormalno. Pa nič niso napovedali. Še malo toče se je pojavilo, katastrofa, toča, spet toča. Evo ga, ravno kar smo prišli z izpita, tako da sem skočil danes v novo mesto. Šlo je zelo v redu, bomo videli, kakšni bodo rezultati. Zdaj imamo pa še par izpitov, pa smo fertik za, bi rekel, faks. Tako da, ja, zdaj pa lahko pičimo domov, gremo pa spet nekaj pokositi, tako da, ja. Takole, evo ga, nahajamo se na parceli koruze, ki smo jo zadnjič prvič okopavali, zdaj gremo drugi prehod čez. Čaka nas pa tudi še ta velika parcela, tam kjer smo že dvakrat okopali, pa bomo mogli še tretjič okopati koruzo. Tako da v bistvu danes primeren dan za to. Usušilo se je, imeli smo hudo na urje, kot ste videli, pa je res ogromno dežja naenkrat, tako da je bilo vse premočeno, vse na vodi. Je pa zelo točkovno padalo, tako da recimo
v obsegu naše kmetije, se pravi 5 km ali pa mogoče malo več, je bilo res veliko litrov na kvadratni meter, medtem ko drugje tako samo 2-3 litre. Tako da res bila razlika, zato so se nam pa tudi mečken plani podrli, ampak vseeno smo včeraj šli še nekaj pokositi na hitrco in pa v bistvu smo se lotili še dela v štali, šli na kositi za frišno, na fujtral, tako naprej. Danes smo se pa s fotrom po štali lotila še menjave stranice na fligelci, tako da je v bistvu pripravljena zdaj za prevoz samega žita, ker bo kmalu tudi žeto. Tako da tole, zdaj se lotimo kopavanja, potem pa bomo videli za zvečer, nimam še točno plana, ker se je vse skupaj, tako sem rekel, že mečken podrlo, tako da delamo sproti zadevo. Zdaj pa predlagam, da kar gremo tole okopati do konca, pa da vidimo, kako bo rezultatno. Sicer je zdaj zunaj kar ful vroče, tako da ne vem, če bi šel sploh z kabine ven, ker je krepko čez 30 stopinj v senci, kaj še da na sonci, tako da komi klima dohaja. Drugače pa ja, no, kot pričakovano, plevel tukaj ne bo težava, je pa v bistvu dosti redka koruza zaradi že omenjenega problema. Tako da, ja, nadaljujemo. Je pa to okopavanje pomembno tudi še iz enega vidika, in sicer zato, da zrahljamo zgornjo skorjo, ki se je naredila zaradi neurja, da s tem preprečimo hitrejšnje izhlapevanje vode, tako da v bistvu privarčujemo na kapaciteti, ker v prihodnje naj ne bi bilo nič več padavin, ne vem, recimo v roku naslednjih 2 tednov, in pa pričakujemo vsaj višje temperature, tako da ne bi bil to en malo daljši vročinski val, tako da v bistvu moramo res delati na tem, da zadržimo lahko čim več vode v tleh. Tako da, ja no, tudi to. Evo, takole pa izgleda, če ne moreš na njivo, če je premokro in te plivel ven užge. K sreči se je zdaj to posušilo, da lahko gremo gor za kopalnikom. Ni še prepozna zadeva, vidimo, da koruza še zmeraj obdržala temno barvo, in pa kopalnik tudi naredi svojo zadevo kar dosti dober. To se bo zdaj kar fajn lepo posušil, tako da bo koruza lažje bolj poštartala. Ampak ja, tako kot sem že rekel, problem je bil, tule je zelo moker teren, tudi zastaja voda skozi okol, vidimo tudi take rumene fliše, tam je v bistvu bila voda. Tako da, ja no, smo lahko še kar zadovoljni s tem rezultatom. Je pa koruza veliko bolj stabilna, ker je gosta, tukaj nismo imeli več težav s strunom pa z vranom, tako da se dejansko lahko dobro, bolj grobo okoplje. Tako da, superca, gremo! Takole, uspel nam je še kar nekaj okopati, nekaj koruze, probali smo tudi mečken soje pol na koncu še, ampak to bo počakali za
jutri. Tako da to je to. Potem smo šli pa še nekaj malega zbalirati. In je v bistvu to za zaključek tega dneva, tega vloga. Naslednjič nas čaka pa nekaj zanimivega, ne bom še zdaj povedal, tako da ostanite, spremljite. Zaključimo v štalj, pa zaključimo vlog. Ajde, čau.